Odskeni, stvar je v bistvu taka, da sem bil že ready za spanje, že iz potuša, ampak enostavno pač ni mi dal mira, da sem si še celo frizuro naredil, kolikor tek normalno zgledal. Tega rekel na začetku na vas samih, boste to poslušali, ne boste isto kot pri pesmih, enih poslušate, drugih poslušate minuto, dve, tri, četrtih poslušate 100-krat, hvala vam za to. In isto je pač tudi pri tej zadevi, ki je pač trenutno najbolj aktualna. Jaz bom rekel, da to snimam predvsem iz vidika zato, ker bi rad vam, vsem, ki mene podpirate, ki mene poslušate, ki ste z mano že teh, jaz bom rekel, kratkih 9 let, ki so res minila košus, z mano v dobrem, slabem in se mi zdi, zakaj ne bi z vami delil, da boste pač videli, da jaz nisem nikakršen suženj, jaz ne trpim, jaz nimam nobenih kremplov, nobenih sledi kremplov, pač nikjer. Zato, ker bom rekel, da sem človek, ki vse pač zavestno naredi in se zavestno tudi odloči. In tudi zaradi tega sem se jaz to takrat, 9 let nazaj, zavestno, bom rekel, odločil za vstop, bom rekel, bolj resnejši glasbeni svet. Jaz sem se že prej trudil, zato, ker sem enostavno glasbeni brat. Meni je bila glasba položena v Zibuku, mama je pela v domačem ansamblu, sestra je pela v domačem ansamblu in meni je bilo nekako to položeno v Zibuku. S nami pa v Zibuku bila položena tudi, bom rekel, dve zelo lepi stvari in to je pač spoštovanje in pa, bom rekel, marljivost in delovnost v glavnem, da si pač enostavno treba v življenju zadeve priboriti, treba biti delovni, če hočeš kam pač priti, nič ne pade z neba, vsi vemo, kak je to, ne. In v bistvu, če to povzamem, je bilo že to takrat zelo na hitro z mano, tako da, če čisto na kratko rečem, jaz prvega letnika difa nisem naredil. In takrat je meni dal moj ata en stavek, ki sem si ga zapomnil in ki me nekako še danes žene v bistvu, da razmišljam nekako v svoji glavi. Takrat je bil brez problema rečen stavek, dobro poznaš našo finančno stanje oziroma najno, ker smo z atem živela sama. Jaz sem trudil po najboljših močeh, ampak če prvega letnika ne narediš od mene, ne dobiš centa več. Eni bi se to zgrožili, jaz sem pa za ta nasvet najbolj vesel in sem se ga zelo zavedal. Jaz takrat faksa nisem uspel narediti in jaz to povem, da bom tudi rekel, da ni mi žal, zato ker sem preživel najboljše leto s prijatelji, res smo se meni fajn vse in sem se tudi zavedal, da bom te posledice, ki so, znal nositi in jih bom znal odpraviti in zato sem jaz že pri svojih rosnih, koliko sem je takrat, 20, 19, sem v bistvu odprl SP. Svoj SP, svoje samostojno podjetje in sem prodajal kompresorje. Meni to še danes si štejem čast, da sem lahko bil del podjetja HPE v Ljubljani, še danes se čujemo s kakimi sodelavci. In v bistvu je tako, da jaz sem prodajal kompresorje tudi, ko sem postal in tudi, ko sem bil Luka Basi. Jaz sem v bistvu kompresorje prodajal, torej sem 2016 izdal svojo prvo pesem, nisem Jadučev. Jaz sem kompresorje vozil do leta 2019, 2018 recimo tam nekje in mene to ni bilo sram. Pol je prišel, če može tek, da pač sem prepolno, nisi ti tisti iz televizije in vse, jaz rekel, in smo se z ljudmi pogovarjali, in smo se z ljudmi, bom rekel, imeli fajn. In meni to ni bilo nikoli težko. In tudi če se zdaj dotaknem teme, v pogodbi nikjer ni pisalo, da jaz ne smem kompresorjev prodajati. V naših pogodbah, v moji pogodbi piše, da kar se tiče glasbenih stvari, je to ekskluzivno zastopanje iz strani reprodukcije, kar je za moje pojme nekaj najbolj normalnega in nekaj najbolj osnovnega. Zato, ker na drugi strani Nastja smo vsa ta leta skupaj probala vlagati v njeno kariero. Sama je delala milijon drugih stvari, kelnarila okrog, delala v vrtcu, vse, zato da se je plačevala vse te stvari in nama je še kako kristalno jasno, kako so te stvari drage. Draga je produkcija, dragi so videospoti, draga je kvečjemu promocija, draga so že oblačila, razgledaš malo bolj ekstravagantno, kako bom rekel, in iti bom rekel, neko višjo raven glasbenika v Sloveniji ali širom, kakorkoli širom, ko greš teže je, oziroma draže je enostavno drago. In jaz zato razumem, če nekdo vlaga vate, torej imamo vsi isto možnost, mi smo imeli vsi isto možnost. Mi imamo vse, po domače povedano, zastonj. Mi imamo vse videospote zastonj.
mi imamo vsa slikanja zastojna, imamo vsa studijska snemanja zastojna, mi imamo vse dizajne, ki jih objavimo, GRZ, pa dobro, zdaj mislim, da že znamo, koliko stane ena dizajnerska ura, imamo vse dizajne zastojna. Mi imamo, jaz sem takrat torej dobil možnost ustvarjati na višji ravni nekaj, kar sem si želel kot mali otrok. In jaz sem leta 2016 pred sabo dobil pogodbo, ki sem jo prebral zavestno, imel sem kamot par dni, da se odločim, sem jo podpisal. Sem jo meni tudi 10-krat podaljšal, tako so tudi že nekateri, ker nobena pogodba se ni podpisala za 13 let, iz prve so se vmes tudi podaljševale. In zavestno sem podpisal vsak člen, ki je tam. Ampak meni je ta člen kristalno jasen. To ni nobeno delovno razmerje, to je pogodba o medsebojnem sodelovanju. Jaz naredim storitev, izstavim fakturo, dobim račun, plačam dajatev, plačam davke, na drugi strani oni plačajo davke in to je to. Če se pa jaz odločim, da bom prodajal kompresorje, da bom ne vem kaj, jaz recimo sem zelo ponosen, zelo vesel, znaš, da imamo glasbeni center Balon, kjer imamo že desetine učencev, ki hodijo sem na slejanje vse. In od tega glasbenega centra jaz dam 0% mojemu ekskluzivnemu zastopniku, ker ne rabim dati. Ker to ni moje umetniško prizarjanje, ker to ni udejstvovanje na javnih odrih, vse, to je nekaj popolnoma drugega, pa čeprav je povezano z glasbo. In nikjer mi ta pogodba tega ne prepoveduje. In jaz tudi takrat, ko sem šel v to, ali pa potem, ko se je zgodila Istrijanka, pa taksi, pa kamionđija, pa tudi če danes ne bom se naslanjal, kako bom rekel, na en vir dohodka, sploh, ker pač tudi sami obrtniki, vedete, pa tisti, ki imate SP ali pa DO ali pa kakorkoli, da pač, če se en vir dohodka, bom rekel, zmanjša ali konča, vem, kaj to pomeni za, pač, bom rekel, za firmo zelo težke čase. In zato sem tudi bil navajen, vedno, kar sem v glasbi, kako ne rečem, kar sem v glasbi dobil, sem tudi nekaj sem šparal, veliko sem pa tudi vlagal. V prvi vrsti sem začel vlagati nazaj v glasbo, da imamo z fanti na odru top opremo, da imamo svojo opremo, da vedno zvenimo the best, ker vedno mi je pa bil cilj predstaviti vse te pesmi vam ljudem v najboljši možni luči. In zato je šlo tudi, bom rekel, nekaj finančnih sredstev, ampak to recimo ni pomembno, sem začel pa tudi vlagati v druge stvari, v druge vire dohodka, sam tudi časih organiziram kakšne druge prireditve, druge koncerte, glasbeni center imam, v bistvu od malih nog, sem bil tudi sam kelner 4 leta, sem se vedno želel imeti gostinski lokal, ki ga zdaj začenjam, ampak to se nič ne tiče, bom rekel, te pogodbe. To niso nobeni krempli, to ni nič. Se pa sam jasno zavedam, da jaz nisem avtor teh pesmi, nisem avtor teh besedil, jaz sem promotor avtorskega dela. In veliko me zdaj, bom rekel, bolj prijatelji tudi sprašuje, pa kak je to, pa jaz ful na kratko razložim, sem rekel, dajmo si mogoče tek malo na hitro predstavljati enega slikarja, ki vzame platno in nariše čudovito risbo in potem izbere enega iz množice ljudi, promotorja in mu reče, prosim, ne se to sliko ti po odrih, ne se jo po Sloveniji, ne jo ljudje vidijo, ne se to sliko po odrih in ko se potem ta promocija zaključi, slika je čigava. Ni od promotorja, ampak je od slikarja. In zdaj slikar lahko te pošlje na ponovno turo, lahko pa reče, jaz pa te slike ne bom več kazal okrog, hvala. To je pomen avtorskega dela in s tem smo mi tudi zavedno to podpisali in meni je to kristalno jasno. In jaz mislim, da če imaš nek odnos, če imaš nek normalen odnos, če si, bom rekel, okrožen z pravimi ljudmi in s tistimi, ki ti nočejo slabo, jaz mislim, da v tej pogodbi in teh pogodbah ni za moje pojme niti ena stvar sporna. Kot tudi ni sporno, da je delitev prihodka od koncerta in tako dalje 50% gre reprodukciji. Jaz s tem ni enega červiča na želodcu nimam. Zakaj? Ker nikoli nisem gledal na to 50% mi vzameta. Jaz sem gledal na to 50% mi data. Jaz še vedno nekaj dobim, ja res je, jaz plačam iz tega band, pa se nikoli nisem bunil, plačam band, plačam te ostale stroške, jaz od tega ne bom milijarder, imam pa možnost živeti otroške sanje. Torej, širši množici predstavljam glasbo, ki je meni osebno všeč, žal nekatere to zmoti, ker je to hrvaškim jezikom, ampak evo, tudi slovenščini izvajam, jaz pač enostavno
glasbo in tudi ostale ljudi sprejemam, pa če so iz ne vem katerih držav, naj bodo, če meni pesmi všeč, mi pač enostavno všeč. In jaz na to gledam 50% mi date. Noben se pa ne vpraša, kaj se zgodi s tistimi 50%, ki jih vzamete. Dole do A, mislite, verjetno vi, da to zapravljate. To gre pa pol spet ogromno teh procentov nazaj v nas. Za kakšne slike, za stoj imamo spote, za stoj imamo snemanja. Širite studije, širite produkcijske ekipe. Na videospot snemanjih vam lahko sam povem, da na prvih videospotih, ne vem, lahko vprašate še, pa ne bom imensko, par ljudi, s katerimi sem posnel duete, je bil en kamerman, pa mogoče en, ki je nekaj držal. Ona nas se zdaj trudi, da bi bili izdelki še boljši, veliko je ljudi, veliko je produkcijske ekipe. Tudi bom rekel, razne tuje ekipe nam pomagajo, zato da mi zvenimo in naši spoti izgledajo, tako da so v koraku s časom in to gre vse iz njunih 50%. Imamo to vse zaspan. In v bistvu to zgodbo spremljam 9 let in bom rekel, da sem neizmerno hvaležen in neizmerno počaščen, da sem lahko v muziki in da mi glasbo pišeta dva, ki sta, jaz bom rekel, res nadarjena v tem, res je taka delata, poslušata, ne vem, vse ko moje ni preletel z neba, je zgodba ustvarjena po, kaj bom rekel, po moje bolečini, po mojih življenjskih dogodkih, sta fleksibilna v zadevah, vse se je dalo vedno dogovoriti, vedno zmeniti, konec koncev pa tudi, če se ne bi dalo, smo podpisali pogodbo. In pogodba je v medsebojnem sodelovanju in ne v delovnem razmerju. Noben ni podpisal nobene pogodbe o zaposlitvi in meni na kraj pameti ne pride, da bi, pa tudi če bi se začuda, ne vem zakaj, na smrt skregali, pa če bi se mi ugasnil cel YouTube, pa čisto vse, na kraj pameti ne bi prišlo, da bi zdaj, jaz sem bil pa pred tebi zaposlen, jaz pa zahtevam, da mi zdaj plačaš, pa za penzijo, pa pokojnina, pa vse. Na kraj pameti, ker jaz lahko ob tem, da tule mi nekdo zastonj nudi vse te storitve, pojem pesmi, delam vse, imam zraven delam še x 50 stvari. Lahko sem tudi, ko so eni zadnjič napisali ene novice, Luka Bas je bil natakar v Bovcu, pa tudi mi ni problem. Pa sem bil zdaj v Bovcu, pa so punce delali, pa lahko vprašati ljudi, pa sem veseljen pomagal. Veseljen sem nekaj dol z vize ne iz kozarca, da upravljati kozarce vam dobo. Ker pač sem tak bil in tak nekako so me vzgojili starši in jaz vem, da ta pogodba je za eno smer, jaz pa lahko še vedno delam milijon drugih stvari. In zato se v življenju ne čutim, da sem zaposlen pri reprodukciji, da sem v kakršnikoli kremplih. In v bistvu je to. Žalosten sem, da se to dogaja, zato ker vem, kako bolijo nepravični komentarji. Lani je bila ta črna gradnja. Potem nobenega več to ne zanima. A sem odstranil to? Jaz sem odstranil to, na lastne stroške, vse. Ljudje pač, bom rekel, ste taki, da večina vas sodi na prvo. Nekateri pol vseeno pogledate dejstva, nekaterim se zdi malo čudno, tako ne rečem, da nekdo zahteva določene stvari, ampak jaz sem vedno bil tak, da sem se reč nazaj potegnil. Jaz v bistvu tudi pred tem javnim življenjem sem komentiral kakih zadev, kakih političnih zadev, ker se mi zdelo to v prvi vrsti zguba cajta, enostavno zguba cajta. Nepotrebno se mi je bilo vmešavati, ker to pač imajo ljudje zaseda med sabo ali kakorkoli. In sem samo zaradi tega žalosten, ker vem, kako to boli. In tisti na drugi strani, ki napiše komentar, pa vemo, da v zadnjih parih letih so komentarji in videi, bom rekel, presegli mejo dobrega okusa, zdravega okusa, bom rekel, da to ne vpliva samo na vpletene. Ljudje imajo tudi družine, imajo tudi otroke, ti otroci hodijo tudi v šole, tudi med svoje vrstnike. In mogoče se s tistim pritiskom na enter marsikdo ne zaveda, do kam vse to pride in kam vse to v bistvu vpliva. Tako da jaz bom rekel, da še enkrat hvala Reju in Maritki, da mi omogočata, da živim svoje sanje, da imam z njima pogodbo o medsebojnem sodelovanju, kjer smo super zmenjeni, vsi veseli, pola, vsi se imamo the best. Jaz delam druge stvari, z nas delamo druge stvari.
od katerih ne rabima, nima karkoli plačevati, tako smo tudi za naj glasbeni center čuli, ja, pa tudi tule javno zameta, ne, spodbujate naj pred tem. Veselista, pošiljate nam na trice, še delite najne učence, ko jih da kaj postavimo, ko so res neizmerno veseli. Tako da v bistvu bom rekel, da to. In moj namen je bil vedno